Moje težave z amiliodozo so se začele pred približno 2 letoma, v poletju, ko sem bil na dopustu in sem ugotovil, da praktično ne zmorem peš normalno prejiti niti 2 nadstropij. Tako da sem se po vrnitvi z dopusta oglasil pri zdravnici osebni in seveda, ker je bilo to, se pravi, težave z dihanjem, stiskanje v prsih, me je zdravnica najprej poslala na pregled zaradi suma na pljučne embolijo. No, ker je bil ta pregled negativen, je potem začela razmišljati naprej na sum za srčno popuščanje. No, tako sem prišel potem prvič v stik s kardiologi, ki so seveda takoj na začetku naredili osnovne preglede. No in zaradi tega sem začel z različnimi preiskavami. Med njimi je bil prvi magnetna resonanca srca, na kateri so postavili prvi sum na amiliodozo. No in potem so šle te preiskave naprej z biopsijo, s scintigrafijo. Ja, potem je bilo dosti hitro ugotovljeno, da gre za dosti hitro je relativno, se pravi, vseeno je to trajalo nekih 5-6 mesecev, da smo uspeli postaviti točno diagnozo. No in ko je bilo enkrat jasno, da gre za transteratinsko amiliodozo, je bilo tudi potem možno začeti z zdravljenjem, da rečem tako. Ker je bilo že od vsega začetka ena od možnosti, da gre za amiliodozo, sem na internetu si ogledal, kar je bilo poznanega iz tega področja. Takrat, ker zdravilo še ni bilo v Uniji registrirano, je bilo kakor edino upanje zeleni čaj, tako da sem spil kar enormne količine zelenega čaja, da bi preprečil nastanek amiloidov. No, ampak, kot rečem, ko je bila neka diagnoza postavljena in počasi je bilo potem tudi zdravilo registrirano, mi je na začetku potem dal zdravilo iz sočutne uporabe in ja, takrat je bilo in psihično in počasi tudi fizično veliko boljše. Takoj, ko izveš za eno, rečemo temu, dosti nevarno diagnozo, jasno te to psihično kar precej prizadene. Tako da je v tem momentu je ta podpora zdravnikov in pa družine in pa vseh okoli tebe je kar pomembna, predvsem z bodrenjem in pa s pametnimi nasveti, ki iskati pomoč in pa predvsem kakšni so možni ukrepi. Ker če enkrat vidiš, da obstoja luč na koncu predora, je vseeno malo drugače, kot pa če si v popolni temi. Tako da bi svetoval vsem, da si pustijo preiskati najbolj osnovni ultrazvočni pregled srca, s katerim se že lahko dokaj točno ugotovi, ali gre za zadebelitev srčnih sten ali ne. Kar bi pa morda bilo pametno poudariti pa to, da so se pri meni prvi znaki amiliodoze pokazali že veliko prej, ki jih pa seveda jaz nisem poznal in očitno tudi zdravniki ne. Predvsem s tem mislim operacijo obeh krpalnih kanalov, potem pokanje kit na ramenih. Doktor je bil takrat mnenja, da je to vzrok EMŠO, ampak
mi je danes jasno, da je to velika verjetnost, da je to povezano tudi z amiloidozo, s kolki. Skratka, je kar nekaj drugih simptomov, na katere človek ni pozoren, dokler ga ne prizadene do te mere, da ne more več normalno funkcionirati. Ne bom rekel, da se je kar momentalno zboljšalo stanje, ampak se je počasi stabiliziralo. No in tako, da sem lahko začel več ali manj normalno funkcionirati in pa živeti približno tako kot prej.